Jaz sem že nekajkrat povedal, da ti žrebi so pač, tako kot se kroglice zavrtijo, tukaj nekaj dosti za čarati. Sigurno je atraktivna skupina, že z Grki, z Kosom, ki je v zadnjem času igrala reprezentanca dobro. Kar se pa tiče zadnjega, izognili smo se dolgega potovanja, kar se tiče Ionskega pogleda. Je pa zanimivo seveda v tej skupini edino, če si prvi. Zaradi tega jaz se strinjam z predsednikom, da je naš cilj biti prvi v tej skupini. Je pa skupina zanimiva, tekmovalna in z ogromno izziva. Ključ je dobiti vsako tekmo, ne? In sigurno, da je tudi nekaj odvisno od tega razporeda. Jaz še danes mislim, da mi v zadnjih kvalifikacijah, ravno kar se tega tiče, tega razporeda, nismo imeli pretirane sreče, ampak vsi trije nasprotniki, proti katerih se da igrati, in vse pravi. Potreba je počakati september, to bo hitro naokrog s temi pripravljalnimi tekmami, ki jih imamo na razpolago, se treba čim boljše pripraviti. Je pa res, da, kot ste vi rekli, Grčija, nekdanje evropske prvake reprezentance, ki sigurno išče pot navzgor ponovno, Kosovo že zaradi geografskega položaja izredno zanimivo, tekme in v Prištini, verjetno in v Ljubljani z polnimi stadioni. Medtem ko jaz z Moldovo oziroma z Kišinjevom nimam ravno najboljših izkušenj, tako da skoraj bi raje šel nekje v Kazahstan ali pa Azerbajdžan, ampak še enkrat ponavljam, skupina, ki je dovolj atraktivna, kljub temu, da smo v C razpredelnici in ki daje neko tekmovalno draž tej drugi zdaj Lige narodov, ki mislim, da je poln zadetek v primerjavi z prijateljskimi tekmami, s katerimi je vedno več problemov.